Živijo in lepo pozdravljeni zopet v tedenskih novičkah. No, teden je na okolju oziroma malo več kot teden. Upam, da ste lepo preživeli prvomajske praznike. Jaz sem Mitja, sem se izležavala lepo na soncu. Ful sem imela srečo, ja na Hrvaškem sem bila in je bila res prva liga, se vidite, da sem čisto rjava. No, gremo zdaj mi na novice. Začeli bomo seveda s Slovenijo. Imamo novo skupino, to moram začeti, jaz sem čisto šokirana, ker v bistvu ne gre za neko ful kvalitetno skupino, imenuje se namreč Lacoste. No, ime pa je nastal v bistvu potem, da so se člani skupine odločili, da bodo začeli oboževalcem metati nekaj zaglodati, hostine. In potem sem jih imela v studiu in sem vprašala v bistvu, na čem temelji njihova glasba in sem ugotovila, da to je en sam velik hec. Lahko primerjate to recimo z Jozotom ali pa z Fredijem Millerjem, Murkotom in tako naprej. Vse je en sam hec, oni so prepričani, da govorijo resnico oziroma se tako obnašajo in igrajo. Je pa vprašanje, kako je dejansko kvaliteta. Jaz mislim, da ni, ampak ne vsak sodi po svoje. Trenutno pa veljajo za najbolj vročo glasbeno skupino. Ja, si morate misliti, malo pet ne izpogledati po skupino. No, naslednja zadevca je Oma Naber. Ja, ta je malo bolj taka žalostna, ampak tudi to se zvezdnikom dogaja. Sodišče ga je namreč obsodilo na 7 mesecev pogojne kazni zaradi nasilništva nad dekletom, tako da so vse tiste, ki zdaj prsti mikajo od dekle stran, ker očitno ima zvezdnika še dosti veliko srečo, ne bi če v eni znanc bilo še več govori. Tako da Omar 7 mesecev bo pač mogel imeti roke za vse. Ok, kaj še kaj novega v Sloveniji? Aha, skupina Tribute to Love je skupina, ki v bistvu ima ful kvalitetno muziko, zmagali so tudi na enem glasbenem festivalu, ampak pač fantje očitno ne marajo medijskega pompa, tako da so nagrado, ki je bila v bistvu izdelava videospota, podelili kar drugo uvrščenje. Ja, tako da fantje so res nekaj posebnega, no in zdaj še bolj posebna zadeva pa ta, da bodo celo posneli prvi album. Ja, ne sli se na šasta, ne? Ampak je zanimivo, kako bo bodo posneli. V bistvu gre za piratski album, namreč en večer se bojo zaprli v Orto bar, kjer bodo seveda povabili vse svoje oboževalce, fene, v glavah kogarkoli in oni bojo snemali s svojimi aparati, digitalnimi. Nato bodo to postali pač to multimedijska zadeva, postali bojo to na njihovo spletno stran in najboljši posnetki bojo zbrani. Pa ne govorimo s videospotom, govorimo o zvočnih posnetkih. Ja, fantje imajo taka jajca, da bodo tako, kakor bojo igrali v Orto baru, dejansko isto zvočno sliko dali na album. Torej nobenega popravljanja, tudi če bojo kaj izdajo, bojo pa izdajo, nobene produkcije, nič. Ja, no to v Sloveniji bi se upal še kaj tazga, bi rada pogovorila, da se upa direkt iz koncerta, da to živo na zahod. Ga ni junaka. No, kaj še kaj novega? Rihanna. Rihanna punca je zdaj na polno zapakirana, ful ima, ne vem, koncertov, napovedanih, ful promocij in zdaj je bil pred kratkim napovedan čisto nov koncert. Prvi koncert. In veste, kaj se je zgodil? Punca se je odločila, da ona pa pač sveta ne bo nastopala, ker ne pa to ne leži najbolj. Zakaj ne leži? Seveda rekla, da ni pripravljena še čisto v javnosti, da je to zanjo prezgodno, da bi vsi gledali in bili odprti vanjo in tako naprej. Kaj ne rečem? Pač. Tle se sploh nam mešavlja, ker sploh ne vem, kaj ne rečem. Pogledam, to je za ta teden vse, jaz sem že malo otvorina, ker sem bila toliko zaposlena, evo, da sem bila, ki sem gotova, še kaj ta se zanimljiva, če sem spomnim. Še enik, vedno sem se izgozala, prav vedno sem. Supermodel, manekenka, Kate Moss. Punca je, veste, da zdaj danes je modna ikona, vsi so oblačeni, kako ona zgleda, vsi hočejo tako frizuro, kaj ona. Vse pač hočejo kopirati, vse najstnice, pa ne samo najstnice, kakšne starejše se najde, ki hočejo kopirati po postavi ali pa kogarkoli drugače. No in punca se je odločila, glede na to pač, da je vse, kar nudi, to dobro iztrži, torej vse je dobro plačan, se je punca odločila, da bo zdaj pa naredila knjigo. Napisala bo knjigo. No, jaz to čisto ne verjamem, gre namreč za autobiografsko zgodbo, ampak jaz se moram vprašati, koliko dejansko pa zvezdniki sami pišejo. Poglejte sam Slovenijo, recimo Jan Pesnjak. Jan Pesnjak je tudi naredil biografijo, ne svojo, ampak ni pa on pisal. Tako da ja, tudi jaz dvomam v Katine sposobnosti, se ne da bi imela kaj proti. Ne, sam zvezdniki ponovati nimajo časa za to, da bi vsako več pisal, upravljala pa cele besede pisati, pa pač hitro eno zgodbo povejo, ali pa Urško Čepin pogledajte. Urška Čepin pa Nana Zmeli. Evo, isto primer, same leži na otroke, zdaj ne vem, kdo si to zmislila, si to Nana zmislila, ali si to Urška zmislila, to ne vem, je pa to zanimivo, da je mene Aleš Mopelo, ja, nisem prosim. To je taka laž, da to, ki da zdaj boš nisem šele, ja, no evo, še to sem imela za konc povedati. Torej, to prekletstvo v zlati kletki je res eno prekletstvo, ker očitno pač Urška nima svoje zgodbo, si ne mogla pač še malo umešati. Mene noter pa še par punc, ki nimamo pa kaj čist, nažalost, res nadzdravno. Oziroma na srečo vmešna, ja. Tako, no tako, zdaj sem se malo jezno poslovila, ampak ne zato, da sem že v redu, da sem išla spat, kako vse boš. Lepo se imejte,
pripravila sem vam tudi kar nekaj zanimivih stvari, medtem sem posnela ekskluziven intervju s Sanjo Grohar, potem sem posnela intervju z Goranom Brščanskim iz skupine Sausages in na koncu še eno zelo zanimivo presenečenje, namreč v oddajo sta prišli dve gostje in sicer drag kraljice, torej kraljice preoblek in mislim, da vam bodo te posnetke pa zelo všeč. Lepo se imejte, bodite pridni, pa se vidimo.